Svojo življenjsko in pa poklicno pot, predvsem poklicno pot sem namenil delu s ranljivimi ciljnimi skupinami, pretežno ljudem s motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter ostale ranljive ciljne skupine. Delal sem tako v Sloveniji kot tudi 7 let in 13 dni v Avstriji, kjer sem si pridobival izkušnje na področju delovanja in razvoja usposabljanja in pa samostojnega življenja te ranljive ciljne skupine. Vedno sem si prizadeval, da bi ljudem dali dostojanstvo, da bi jim omogočili, da v okviru svojih zmožnosti dosežejo tisti razvoj, ki jih bo pripeljal do samostojnega, osebnostnega in pa tudi ekonomskega dobrobita. V začetku sem delal na področju usposabljanja oseb z motnjami v duševnem razvoju, kasneje pa smo prehajali v zaposlovanje s pogodbami o zaposlitvi, s pogodbami za nedoločen čas, ki so tem ljudem tudi omogočile ekonomsko neodvisnost. Ta sistem, ki smo ga vzpostavljali, pri katerem sem sodeloval in ga tudi intenzivno vodil, je bil potem apliciran tudi na različne druge ranljive ciljne skupine. Ob tem pa sem sledil vedno samo enemu cilju, se pravi spoštovanje človeka. Spoštovanje človeka ne glede na njegove psihofizične sposobnosti, na njegovo izhodišče, od kod prihaja, kakšen je in kdo ta človek je. S tem sem razvijal tudi sebe osebnostno in pa svoje okolje in verjamem, da smo do sedaj v tem delu tudi s kolegicami in kolegi, s katerimi sem sodeloval, naredili veliko pozitivnih premikov. Vedno sem se na svoji poti srečeval tudi s kršenjem osnovnih človekovih pravic ranljivim skupinam, njihovim družinam in pa tudi tako na splošno. Potem se je pokazalo, da smo ljudje pripravljeni se pogosto tudi sami, bom rekel prepogosto, odreči svojim osnovnim človekovim pravicam v imenu neke hvaležnosti napram državi ali državnim organom ali postopkom, ki potekajo. Tako da sem se vedno bil v ozkem krogu, bom rekel, sem bil majhne bitke in verjamem, da bom to pot lahko nadaljeval, seveda, če bom dobil podporo, dovolj veliko podporo v državnem zboru. Svojo vlogo vidim tudi naprej kot proaktivno vlogo. Proaktivno vlogo v tem, da opozarjam, da govorim, da sem glasen, ampak da sem argumentiran. Vedno sem odprt za nasprotne predloge, vedno sem odprt do mnenj, kritik in argumentov. Te argumente tudi sprejmem in na podlagi teh sprejetih argumentov potem tudi, bom rekel, sprejmem in sem vedno sprejemal tudi končno odločitev. Sam inštitut Varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji je zaznamovan skozi delo predhodnikov, dosedanjih varuhov človekovih pravic, ki so vsak pustili zelo velik in pozitiven pečat v svojem delu. To vsekakor za vsakega, ki bo prišel na mesto varuha človekovih pravic, pomeni neko pozitivno izhodišče in nek dober temelj za njihov razvoj. Sploh zdaj s pluralizacijo varuha človekovih pravic, svetom varuha človekovih pravic, je še bolj odprta in tudi pravno zagotovljena dostopnost tako civilne družbe, znanosti, izobraževanja in ostalih v odločitve in pa delovanje varuha človekovih pravic. Sam zelo želim intenzivirati tudi delo in sodelovanje s civilno družbo in pa stroko na različnih področjih delovanja.